pozdravljeni. Pred nami je že tretja oddaja Aktualno na GFML. Tudi ta mesec se je dogajalo v šoli veliko zanimivega. Po nekaj letih zatišja se je na šoli zopet obudila gledališka dejavnost. Skupina dijakov nam je predstavila rezultat svojega celoletnega dela. Da smo dijaki vsestransko nadarjeni, je potrdila premiera dijaške gledališke igre Sen kresne noči, ki jo je napisal William Shakespeare. V četrtek, 21. aprila, smo bili gledalci priča nadarjenosti sošolcev, saj so pod budnim očesom režiserja Francija Čuša uprizorili res izvrstno igro. 29 nastopajočih je dalo vse od sebe in še sam Shakespeare bi bil ponosen na njih. Svoje vtise so igralci po koncu predstave delili z nami. Moja vloga je bila vloga Oberona, volinskega kralja, ki je poskrbel za vse zaplete v tej igri. Potem prek svojega pomočnika Rubinja so pač te zaplete na koncu pripeljali do neke zmešnjave, ki se je na koncu razrešila na takšen ali drugačen način. Igrala sem igralko, Eratu oziroma pozneje Tizbo, pa bilo je super. Pa ti je bila tvoja vloga že od samega začetka všeč? Ja, pa vse vloge so dobro razdeljene in tudi razumeli smo se super. Mislim, da je pravilno razdeljeno. Kaj pa najdeš kakšne podobnosti med svojim likom in tabo? Približno enako smo nerodni obe. Igrala sem vlogo Helene, katera je bila zaljubljena v Demetrija, ampak potem, kot je že prej Oberon povedal, je zmešal štrene obema dvema fantoma in tako sta se oba zaljubila vame, ampak na koncu je seveda bil lep razplet in sem bila skupaj s svojim partnerjem, katerega sem hotela že od začetka. Pa je lepo igrati tako zapeljivo žensko, ki jo v bistvu vsi želijo oziroma jo želita dva fanta? No, je malo težko, ker hkrati moraš igrati zaljubljeno do tistega, do katerega res nekaj čutiš in odvračati tistega, katerega ne maraš. In to vse skupaj združiti v eno celoto je kar težko. No. Kaj se ti je pa zdelo pri celotni predstavi najtežje? Najtežje mi je bilo odigrati tisti del, ko smo bili vsi štirje na odru, ker je bilo veliko skakanja v dvogovore in lahko bi se, seveda bi se lahko zgodilo, da bi kateri od igralcev kaj pozabil in bi vse splavalo po vode. Ampak hvala Bogu se tega ni zgodilo. No. So bile vaje zate naporne ali bi želela še več vaj? Seveda bi želela še več vaj ali včasih tudi zaradi šolskega urnika ni bilo toliko časa. Na vajah pa sem se zelo zabavala in upam, da bo ta krožek potekal tudi naslednje leto. Več o predstavi in samih pripravah pa nam je povedal režiser profesor Franci Čuš. Mislim, da je publika bila zadovoljna in tudi mi, ki smo to igro pripravili, čutimo v sebi neko zadovoljstvo. Upamo, da smo zadeli cilj, ki smo si ga zastavili, da smo na odru predstavili tisto, kar si je zamislil avtor in to avtor že pol tisočletja pred nami. Z igro, ki je aktualna v bistvu bila takrat in aktualna še danes. Tema je večno zanimiva, to je ljubezen med mladimi ljudmi, vendar pride do najrazličnejših zmešnjav znotraj te ljubezenske zgodbe, ki pa se na koncu razplete po željah tako sodelujočih, nastopajočih, kakor najverjetneje tudi igralcev. V igro so vpleteni tudi pravljični motivi. Eden izmed ciljev te igre je bil, da gledalcem pričaramo to pravljico in jaz upam, da smo jo z igro, z raznimi scenskimi učinki, glasbo, lučjo tudi pričarali. Igra nosi naslov Sen kresne noči, klasičnega dramatika iz obdobja humanizma in renesanse, Williama Shakespearea. Zgodbo je postavil v antični čas, vloge oziroma igro so pa odigrali resnični liki iz današnjega časa. To je dijaki in dijakinje gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera. Zdaj najprej
bi šel na začetke k ideji. Lansko leto je skupina učiteljev na naši šoli pripravila gledališko igro. Igro, ki bi naj nekako služila k spodbujanju mladih, da bi se tudi mladi bodoče lotili takšnih projektov. Potem se nas je na šoli zbral en manjši tim učiteljev in izbrali smo neko delo. Sprva smo si zadali, da to delo naj ne bi bilo preveč težko, ampak na koncu se je izkazalo, da gre za zelo zahtevno zgodbo, dramo, v kateri sodeluje kar 29 nastopajočih. Nekako smo si zadali tudi cilj, da zgodba oziroma igra, ki jo bomo odigrali, je nekako vpeta tudi v učni načrt, ne samo pri enem predmetu, ampak pri večjih predmetih. Tako se tukaj srečujejo različna predmetna področja, od književnosti, zgodovine, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, pa še kaj bi se lahko našlo. Tako da je bil to eden tudi izmed motivov, zakaj smo si izbrali prav Shakespearovo delo Sen kresne noči. Pa je bilo učence težko prepričati za sodelovanje pri igri? Ne, bil sem pozitivno presenečen, tako kot moji sodelavci, ki so sodelovali pri tem, predvsem profesorca Tanja Bigečeva, kasneje so se priključili še drugi profesorji, profesorica Tanja Trajbarič-Loper, profesor Borut Slavic, profesor Damjan Erhatič, naš sodelavec Ludvik Rogan. Ni bilo težko, na začetku smo imeli neke vrste audicijo, ampak dijaki so bili tako zelo navdušeni, da smo se na koncu odločili, da smo eno vlogo naprimer dali 2 kandidatoma, tako da imamo alternacije. Eno igro nastopa en igralec, naslednjo igro nastopa drugi igralec, tako da smo imeli te sladke skrbi. Mogoče malo težje je bilo pri izbiri moških vlog, ampak smo tudi našli ustrezno število dobrih igralcev. Kako dolgo pa ste se na predstavo pripravljali? Ste imeli vaje velikokrat? Ja, to je v bistvu celoletni projekt, ki ga sedaj zaključujemo, oziroma ni zaključen, ampak sedaj sledi tisti drugi del, da svojo 5-mesečno delo predstavimo publiki. Upam, da ne samo dijakom naše šole, ampak tudi njihovim staršem, pa mogoče še kakšni publiki, ki bi bila zainteresirana. Z vajami smo začeli, ali pa izbira igre se je izvedla tam meseca novembra. S prvimi bralnimi vajami in prečiščevanjem besedila smo potem začeli decembra. Potem smo imeli govorne vaje v šoli najprej, meseca marca smo pa potem stopili na tale oder tukaj v Ljutomerski dvorani. Terensko smo se srečavali 2 do 3 krat, tako da so dijaki res riskirali ogromno svojega prostega časa, pa tudi od pouka so veliko izostajali, vendar so učitelji na naši šoli našli razumevanje in so jim potem tudi to omogočili. Kdo pa je vas osebno navdušil za gledališče? Traja ta ljubezen že od mladih nog? Ja, zdaj, tako kot večina danes nastopajočih, sem tudi jaz že začel v osnovni šoli z prvimi koraki na gledališkem odru. Potem pa že več kot desetletje pa pol sodelujem v amaterski gledališki skupini pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Sicer zadnji 2-3 leta malo manj tam, ker sem se bolj angažiral tukaj v šoli. Igral sem več vlog, pa tudi imam 2 režiji, se lahko pohvalim, z odraslimi gledališkimi skupinami. Imam pa tudi nekaj izkušenj z takšnimi mlajšimi gledališkimi skupinami, vendar tam v domačem kraju. Kako pa se razumete s svojimi dijaki? So se vam morda prikazali v drugačni luči na vajah, kot pa pri pouku? Sigurno, ne. Pri pouku je pač tisti en odnos učitelj-dijak, čeprav se jaz trudim, da bi bil ta odnos čim bolj pristen, ampak vseeno profesionalen. Ampak z to skupino, z 29 dijaki, smo sedaj preživeli toliko skupnega časa, da se je sigurno spletlo nek drugačen odnos, neko prijateljstvo, ki ni samo zgolj tisto šolsko, ampak je sedaj nas nekako druži skupen interes in pa skupna ljubezen do gledališča in pa nastopanja. Kaj pa
počnete razen poučevanja, kako pač poteka vaš običajen dan? Moje življenje osebno mislim, da je zelo polno, zelo pestro. Poleg seveda profesionalnega ukvarjanja v šolstvu, zelo rad se ukvarjam tudi z gledališčem, sicer mogoče zadnje čase malo manj. Na prvem mestu je vsekakor družina, moja žena in otroci, s katerimi skušam preživeti čim več časa, čeprav mi to vedno ne uspe. V prostem času, ko ga imam, pa čim več časa skušam preživeti v naravi, v vinogradu, v zadnjem času pa tudi v manjšem čebelnjaku. Še glede gledališča, imate morda v mislih še kakšen nov projekt ali se pa še osredotočate na tega, ki ga sedaj predstavljate? Seveda, zdaj so še glave dokaj vroče, misli zamegljene. To zgodbo najverjetneje je potrebno najprej zaključiti, še z večjimi nastopi. Upam, da bomo v jesen našli toliko energije, da bi se predstavili še kakšni publiki. Bomo pa videli, kaj bo to sedaj sprožilo na šoli. Želim si, da bi tako dijake, kot sodelavce ta igra spodbudila k podobnim projektom, podobnim ciljem tudi v prihodnje. Najlepša hvala za vaš čas, vsi pa želimo vam in tudi seveda igralcem še veliko ustvarjalnega zagona in uspehov in z veseljem pričakujemo nove predstave. Tudi jaz se vam zahvaljujem, da ste nas spremljali. Predvsem bi pa še enkrat se zahvalil in pa čestital dijakom, ki so vložili v to igro ne samo veliko časa, ampak ogromno energije, lastne ustvarjalnosti in da so bili toliko pogumni, da so si upali stopiti na odprto sceno. Hvala. Pomlad je čas, ko potekajo razna tekmovanja. Dijaki iz GFML so na številnih tekmovanjih dosegli odlične rezultate. V četrtek, 7. aprila, se je 8 dijakov Aleš Vigali, Dominik Lajnšček, Jernej Kolbl, Gregor Ratek, Mitja Štrakelj, Tjaša Legen, Sara Brunec, Kaja Rogan iz 3. in 4. letnika odpravilo k našim vzhodnim sosedom Madžarom. Na gimnaziji Kölsej Ferenc Gimnazijum v Zalaegersegu je namreč potekalo mednarodno tekmovanje iz naravoslovja, na katerem so sodelovali Slovenci, Mađari in dijaki gimnazije Čakovec iz Hrvaške. Meni je bilo super, osobno uvijek bi to rado ponovio, zato jer ovo je jedno super druženje i testirao sam svoje znanje, vidio što znam, a što ne znam i sve u svemu super stvarno. Po zajtrku, nagovoru ravnatelja in nastopu madžarske folklore so se z žrebanjem razdelili v 8 skupin po 3. V vsaki skupini je bil en Slovenec, Madžar in Hrvat. Skupnimi močmi so najprej reševali matematične naloge, ki so bile sestavljene v slogu šolskega matematičnega tekmovanja. Nato sta sledili kemijska in fizikalna vaja, kjer so izvajali plamenske reakcije in sestavljali električna vezja ter upravljali meritve. S pomočjo računalnika so oblikovali prosojnice o svojem življenju, hobijih, interesih in podobno. Za konec pa so se lotili reševanja testov iz biologije, fizike in kemije. Well, it was a great day, a great competition, a little bit difficult, especially biology and chemistry. These aren't my cup of tea, but I enjoyed it. Po razglasitvi rezultatov in prejetih priznanjih so na povabilo gostiteljev popoldne preživeli v naravi, kjer so si v družbi dijakov iz Hrvaške ogledali muzej panonskih kmečkih hiš. Tekmovanje je bilo zanimivo, predvsem zato, ker smo bili skupina z hrvaškim predstavnikom in s predstavnikom Madžarske. In je bilo zanimivo tudi, kako se sporazumevamo med sebo.
ko smo mogli najti način, kako reševati naloge skupaj, pa vse, da se razdelimo naloge, da smo hitreje tudi končali z nalogami pa testi. Tako tekmovanje je bilo super, zanimivo. Zanje ta dan ni bilo le dokazovanje znanja iz naravoslovja, ampak tudi izpopolnjevanje njihove angleščine, hrvaščine, nekateri pa so se mogoče naučili kakšno madžarsko besedo. Marec in april sta bila naporna, a izjemno uspešna meseca za dijake naše gimnazije, ki so se množično udeleževali različnih tekmovanj. Najprej je 21. marca v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz angleščine. Naši dijaki so se odrezali več kot izvrstno. Andrej Šterman se je na tekmovanje pod mentorstvom profesorice Mojce Rižnar-Nedeljko očitno odlično pripravil in je tako v kategoriji A1, angleščina kot prvi tuji jezik, prekosil vso konkurenco ter postal državni prvak. Odlično so se odrezali tudi dijaki, ki so tekmovali v kategoriji C, angleščina kot drugi tuji jezik, pod mentorstvom profesorice Liljane Fijavš, saj sta Sara Kikec in Rok Janža osvojila srebrno, Aljaž Opaka pa bronasto priznanje. Nekaj dni kasneje, 26. marca, je v prostorih Fakultete za družbene vede v Mariboru potekalo državno tekmovanje iz biologije. Na državno tekmovanje se je uvrstilo kar 21 naših dijakov, ki so dosegli lepe rezultate. Med drugimi letniki sta pod mentorstvom profesorice Vesne Vrhovski zlato priznanje dosegla Staša Vintar in Samo Kuzmič, Živa Moravec, Tjaša Novak, Tamara Rojnik, Timotej Ratek in Anja Heric pa so dosegli srebrno priznanje. Pod mentorstvom magistre Marije Meznarič so srebrno priznanje dosegli Dominik Lajnšček in Deja Mljač iz 4. letnika in Sara Brunec iz 3. Več kot odlično pa se je odrezala Maja Tibalt, prav tako iz 4. letnika, ki je osvojila zlato Proteusovo priznanje. Istega dne kot tekmovanje iz biologije je potekalo tudi državno tekmovanje iz znanja zgodovine. 232 dijakov in dijakinj iz 79 slovenskih srednjih šol je merilo svoje znanje iz tematike turški upadi, kmečki upori in reformacija. Ekipo gimnazijskega programa so sestavljali Gregor Kočar, Martina Košar in Jaka Ivanič. Ekipo programa predšolska vzgoja pa Andreja Slavic, Nina Kosi in Karin Grže. Tekmovalci so se na državno tekmovanje pripravljali pod mentorstvom profesorja Danila Obala in profesorice Katje Peršak. Odličen rezultat so dosegle dijakinje vzgojiteljskega programa, ki so od 23 ekip dosegle 8. mesto, posamično pa je bila Andreja Slavic v konkurenci 68 dijakov 6. in za las zgrešila zlato priznanje. Zanemarjena ni bila niti geografija, saj je Katarina Nemec iz 4. letnika pod mentorstvom profesorja Francija Čuša na 16. državnem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo na osnovni šoli Šmartno v Paki, 14. aprila dosegla zlato priznanje in postala državna prvakinja. Gregor Marič in Larisa Kuzmič iz 2. letnika pa sta osvojila srebrno priznanje. Naši dijaki pa vedo tudi ustvarjati, saj so se na državno tekmovanje v digitalni fotografiji, ki je potekalo 2. aprila, uvrstili kar 4 dijaki drugih letnikov: Anja Brenčič, Matjaž Dovlhi, Petja Kolenko in Tjaša Novak. Na državnem tekmovanju so se tekmovalci najprej odpravili na teren in fotografirali botanični vrt ter ljubljansko tržnico, nato pa fotografije še obdelali in jih natisnili. Dijakinja Tjaša Novak je dosegla zlato, Anja Brenčič pa srebrno priznanje. S sošolcem Rokom Pangeršičem sva se v začetku aprila kot člana slovenske delegacije udeležila modela Evropskega parlamenta v Talinu, glavnem mestu Estonije. Delegati smo bili razdeljeni v komiteje, vsak izmed njih pa se je ukvarjal z določeno evropsko oziroma svetovno problematiko, kot je energetska samozadostnost, nuklearna energija, protesti v arabskem svetu, krepitev evropske zavesti, evro in podobno. Na koncu smo napisali resolucijo o svoji tematiki, ki jo je potem glavna skupščina, sestavljena iz vseh delegatov, sprejela oziroma zavrnila ter postala pravemu parlamentu v Bruselj. V Talinu smo preživeli en teden, ki si ga bomo zavedno zapomnili.
Človek s svojimi nespametnimi in nenadzorovanimi posegi v naravi onesnažuje tla. S tem neposredno onesnažuje tudi naš glavni vir preživetja, vodo. Ljudje zato iščejo različne načine, kako bi onesnaženo vodo očistili. Čiščenje vode v čistilnih napravah že poznamo. Kako pa lahko vodo očistimo na naraven način, zgolj z rastlinami, pa nam je v petek 15. aprila predstavila doktorica Ana Vovk-Korže iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Najboljše je, da pogledamo, kako to dela narava. In narava je povsod, ker je prišlo do različnih onesnaženj, razvila rastline, ki čistijo zemljo, s tem pa istočasno čistijo vodo. Pravimo jim fitoremediacijske rastline in to so predvsem take rastline, ki imajo veliko sposobnost črpavanja hranilnih snovi, predvsem dušika in pa fosforja, sem sodi recimo tudi rogos, potem razno šašje, ki rabi za rast ravno te elemente. In na en način imamo priložnost izkoristiti te rastline, da čistimo zemljo. Namreč nekih drugih postopkov nimamo, poznamo tehnične postopke, ko zemljo s posameznimi kemikalijami dobesedno peremo, ampak potem zopet nastane ta izlužek, ki je toksičen in zopet tistega moramo čistiti. Tako da po neki tehnični plati je veliko bolj zapleteno čistiti zemljo in pa vodo, kot pa na naraven način. Dijaki smo naredili tudi analizo vode na GFML in ugotovili, da je voda, ki jo pijemo, neoporečna. Namen je bil dvojen, najprej, da se spoznate z tehničnimi pomagali, z reagenti, s postopki, zato ker ti novi razvoji prinašajo mnoge zelo enostavne metode in velikokrat je težava, da jih niti ne poznamo, torej prepoznati postopke. In drugi namen je se zavedati, da si lahko sami naredimo analize, ni potrebno plačati nekomu, torej razviti neki odnos tudi do vode. V četrtek 31.3. smo z največjim veseljem in zanimanjem gostili akademika dr. Antona Vratušo. Pripovedoval nam je o svojih spominih, delu in nam nekaj pesmi tudi prebral. Tam na Murskoj gori, veliki ogenj gori, mimo pa prikoraka četica vojakov. Vsi so zdravi, čvrsti, samo eden ranjen. Ranjen lepo prosi, skopajte mi jamo, puškico globoko, sablico široko. Vene pa nijajte mojo levo roko. Zanjo privežite mojega konja Vranca, noj se konič joče, če se ljuba noče. Zelo velikodušno je šolski knjižnici podaril nekaj svojih knjig, nam še prej zaupal njihov nastanek in nam dal nekaj nasvetov za uspešno in mirno življenje. Ostati navaden človek, pošten do samega sebe, do svojih vrstnikov, zvest prijatelj in tovariš, ravne, vzravnane hrbtenice, vedno, pa naj je hudo ali dobro. Kot sem rekel, oziroma moj maturant je rekel na valeti, nikomur hlapec, vedno storiti drugemu samo to, kar želiš, da drugi tebi storijo. Nikar pa, česar ne želiš, da drugi tebi storijo. Že tradicionalno je prvi teden v maju na GFML namenjen drugačnemu načinu dela. Prvi teden po prvomajskih počitnicah za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov poteka tako imenovani projektni teden, ki omogoča, da se preizkušamo v lastni ustvarjalnosti, izvirnosti, sodelujemo z drugimi dijaki in učitelji, usvajamo znanje z drugačnimi metodami in prihajamo do podatkov z raziskovalnim delom. Temelj projektnega dela so medpredmetno povezovanje in razgibane oblike pouka oziroma učenja.
Prvi in drugi letniki so tokrat imeli možnost, da se preizkusijo v različnih interaktivnih dejavnostih. Pri snemanju filma, dramatizaciji, pripravljanju gradiva za različne tuje jezične slovarje ali pri pripravi literarnega pobodneva s priznanim književnikom. Tretji letniki pa so ustvarjali in povezovali znanje z različnimi področji na temo svetloba. Kaj več o pestrem dogajanju med projektnim tednom pa lahko izveste v naši prihodnji oddaji. Dijaki drugih letnikov so se odpravili na dijaško izmenjavo v Črno Goro. Tam je nastala tudi reportaža, ki so jo dijaki pripravili sami. Kot vsako leto smo se tudi letos dijaki drugega letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer udeležili mednarodne izmenjave dijakov. Lani je izmenjava drugih letnikov potekala šolo iz Španije, letos pa smo se povezali s srednjo mešano šolo Danilo Kiš iz Bude v Črni Gori. Ko smo 6. aprila prispeli v Budvo, so nas gostitelji pričakali z okusnim pecivom in mrzlo pijačo. Sledil je nagovor ravnatelja. Najbolje nam kažem, dobro nam došli dragi prijatelji Slovenije. Želimo da se fino sjećate u našem gradu, u našoj školi i mi ćemo se truditi. Ja sam već sa vašim profesorima imao razgovor jedan, malo smo se družili i sve one utiske koji su naši profesori, naši učenici donijeli iz vašeg rodnog mjesta Ljutomera su jedna obavezajuća stvar za nas da vam to gostoprimstvo vratimo. Mi ćemo se truditi da pokušamo da budemo ovamo ljubazni, gostoprimni, kao što ste vi bili prema našim učenicima i našim profesorima tamo i stojimo vam na raspolaganju sve ono što vas interesuje, što možemo mi da vam pružimo u našem gradu da slobodno pitate. Raduje me da do vaših profesora nije došlo do sad nijedna primjedba od strane učenika. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Potem nam je nekaj besed namenila tudi njihova razredničarka. Pošto sam ja u vašem gradu napravila prezentaciju naše škole, ja mislim da ne bi valjalo da ponavljamo gradivo. Ako treba, nije mi to problem. Znači, naša škola, rekla sam vam, radi u 2 smjene. Imamo 39 odjeljenja, razna usmjerenja kao što je gimnazija, turistički tehničari, ekonomski tehničari, tehničari marketinga, tehničari usluživanja, tehničari kulinarstva, tehničari prodaje. To se sve školuje u našoj školi, svi funkcionišemo kao školski centar. Vi ste znači gimnazija, a mi funkcionišemo kao školski centar. To je ovako ukratko plan za danas, pa da ne gubimo vrijeme, predlažem da odmah krenemo. Ja bih samo htjela nešto reći. Nama je vrlo drago što možemo biti vaši gosti, sad ponovo nakon 3 godina, ali s drugim razredom. Vrlo smo zadovoljni i sretni što ste nas tako lijepo primili i nadam se da će biti sve u redu. Drugi dan smo morali v šolo šele opoldne. Razdelili smo se v skupine, dali so nam zemljevide in začelo se je naše spoznavanje Budve. Prvo smo spoznali znamenito plažo imenovano Mogren, na kateri smo se zatem vsak večer družili ob ognju. Kakvi prevodi, mi da im objasnite, a pa da im kažete Mogren 1 i onda tamo da smo bili Mogren 2, manja plaža. Mogren 2 idemo na Roštilj. Kako će opraviti Roštilj? Ovo je manja plaža, Mogren 2. Daj par. Sledilo je spoznavanje starega dela mesta. Ko smo se vrnili, nam je njihova profesorica po skupinah razdelila teme, mi smo pa morali izdelati predstavitev. Zatem so sledile same predstavitve in izbor najboljše.
Glasnije. Naslednji dan smo se odpravili na izlet. Ogledali smo si Cetinje, Lovčen, nato pa smo se odpravili še na šoping v glavno mesto Črne Gore, Podgorico. 50 Crnogoraca je poginulo, tako da je taj spomenik njima posvećen. Vidite, na vrhu se nalazi ženska figura koja drži visoko podignut mač, okrenuta je prema Lovčinu, iza tamo je otprilike Lovčin i iza Lovčina je more. Inženjer građevinski, gradio je za svoje potrebe stambeni objekat, nalazi se 4 figure koje predstavljaju 4-godišnja doba. Inače su od armiranog betona i tada je prvi put u Cetinju počeo da se koristi taj materijal. Idemo dalje. Zdrav našo! Zadnji dan pred odhodom domov smo se odpeljali do bližnjega pristanišča, odkoder smo odrinili z majhno ladico, s katero smo potem križali po Bokokotorskem zalivu. Ogledali smo si cerkev Gospe od milosti, ki stoji na otoku, nato smo odpotovali v Herceg Novi in nazadnje smo si ogledali še Kotor. Zdaj snemam film, zdaj me ne moti. Ej, si sama mazala s čevo? Ja. Ja. To izbriši, pa ne. Nek so drug naredili. Ajde. Daj eno foto poslikati. Čakaj, da se nagem, pa komaj za sile. Super. Čakaj še eno. Ko smo prispeli v Herceg Novi, nas je dočakal glasen hrup, saj je ravno potekalo obnavljanje enega od tamkajšnjih kopališč. Za voljo zdravja vaših zvočnikov in ušes smo zvok okolice izklopili. Nahajamo se na morju. Dobar dan, to je Sašo. Bela je, Nora, Bela je, debela. Zdravo, nahajamo se na Bogokotorskem zalivu. Kaj lažaš? Zdravo, nahajamo se na Jadranskem morju, natančneje v Bogokotorskem zalivu. Tekst, pauza. Zdaj smo ti na Jadranskem morju, natančneje da... Ja, tako je. Ajde. Zdravo. Zdravo. Jaz sem Bela. Jaz sem Maša. In nahajamo se v Črni Gori, natančneje na Jadranskem morju. Tako je prvi dan, imeli smo se fajn. Joj, neka mi naslednja. Zdravo. Zdravo. Jaz sem Bela. Jaz sem Maša. Nahajamo se v Črni Gori, natančneje na Jadranskem morju. Zdravo. 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 Jaz sem Bela. Jaz sem Maša. Nahajamo se v Črni Gori, natančneje na Jadranskem morju. Zdravo. Zdravo. Jaz sem Bela. Jaz sem Maša. Jaz sem Patricija. Zdravo. Zdravo. Jaz sem Bela. Jaz sem... Ja. Jaz sem Bela. Zdravo. Jaz sem Bela. Jaz sem Maša. Nahajamo se v Črni Gori, ker imamo izmenjavo, natančneje zdaj smo na Jadranskem morju, ker startujemo na Bogokotorski zaliv, bomo si gledali, da se še zametimo. Tu smo zdaj že 5. dan, pogledali smo si že veliko znamenitosti, imamo se zelo lepo, vsi so prijazni, profesori so super, niso zadržni, pa super jesti je tu, pa imamo se zelo fajn. Danes je bolj proslovilni dan, pa žal nam je, ko gremo. Tak.
Naslednji dan smo spakirali stvari, se poslovili od naših gostiteljev in odpotovali proti domu. Budva je bila res enkratno doživetje in spoznali smo prijatelje, ki jih nikoli ne bomo pozabili. Toliko smo vam pripravili v majski oddaji Aktualno na GFML. Še več zanimivega si lahko ogledate na naši spletni strani. Z vami sem bila Laura Vlaj. Nasvidenje, do naslednjič.